Živijo. Moje ime je Kaja Solo in dobrodošli spet nazaj na Džunglin kanal. Preden začnem s temle videjem, dajte mu video en like, subscribi se dol spodaj in še danes govorimo. Danes govorimo o eni zelo pomembni pomladni temi, kako dobiti fanta. V prihodnosti bomo govorili tudi o tem, kako dobiti punco in še bolj pomembneje, kako obdržati fanta ali pa punco. Ampak, dajmo kar začeti. Prvo vprašanje je seveda, kje dobiti fanta. In lej, imaš par različnih opcij. Prva opcija je, da je lahko fant tvoj sošolec. Verjetno imaš kakega fanta od sošolcev. Ampak to zna biti zelo nevarna tehnika, zaradi tega, kako se zgodi, da gresta s tem fantom kdaj narazen. In pa ga boš mogla cele dneve gledati v šoli. In to ni fajn. Je sicer dobro, da sta skozi skupaj, ampak tudi tega je lahko preveč. Zato bi jaz definitivno priporočala, da pogledaš tudi v sosednji razred. So sošolci. Je malo bolj varno v primeru, da gresta narazen. Vseeno ga lahko srečuješ ogromno in konec koncev ne bota 24/7 skupaj, ker sta še vseeno v sosednjih razredih in se ne bota skozi gledala, ne bota se imela poln kufer, po domač povedano. Lahko najdeš fanta tudi na kateri drugi šoli, kar je po moje najbolj varno, pa še super je, ker se bo ta lahko tudi malo pogrešala in bo teken malo spice. Lahko si najdeš fanta z drugega konca Slovenije, kar sem jaz naredila. Mislim, ja, če imaš rada čustvene drame, ja. Imaš pa se zadnjo opcijo, lahko si najdeš fanta v drugi državi, kar pa nažalost korona je rekla, da raj ne. Sicer je korona že za prejšnjo opcijo lahko kdaj rekla ne, ampak lej, jaz sem se zato preselila na Primorsko. Corona can't stop love, ok? To je point tega videa. Imamo drugo vprašanje. Kako sploh pristopiti do fanta? Tudi tu imaš še par različnih tehnik. Jaz bi rekla, da sem kar ekspert v tem, zaradi tega, ker se ful prilagodim fantom. Jaz sem hodila na fantovsko šolo, na računalniško in nekako veš, kako se prilagoditi, da boš fantu všeč. Mislim, lahko narediš tisto bedarijo, ko sem jo naredila jaz in svojo celotno osebnost baziraš na temu fantu, kar ne priporočam. O tem bomo še malo kasneje. Ampak je pa dobro, da zbudiš zanimanje, zaradi tega, ker začneš, ne vem, poslušati, o čem se on rad pogovarja in pol o tem, ne vem, pogooglaš, da se tudi ti zanimaš za to in znaš nekaj nadaljevati pogovor, ko on karkoli reče. Da ni awkward. V glavnem, spoznaš ga. In itak pol se pogovor nadaljuje, ampak če se ti fant izmika, whatever man, leave him alone. Če se izmika, on pojma nima, kaj zamuja, ok? On, like, pojma nima. Bo že najdel eno slabšo ali neki lep. Ti si predobra za to, da se fant ne zanima za tebe, ok? Če pa se zanima, kar je super, pa valjda pač nadaljuj, lej. Pogovari se naprej, lahko na pogovor prenesete na Instagram, Facebook, jaz sem ful stara, na Snapchat, TikTok, ne vem, lahko mu kdaj pa kdaj kak relatable TikTok pošleš. I guess guys like that. Zdaj pa, ta pomembno vprašanje. Daj mu povedati, da ti je všeč. Preprost odgovor. Nikoli. Sploh mu ne povedati, naj se samo razvije, naj on sam, fantje malo počasneje dojemajo, ampak naj sam dojame in on te prvi pove, da si ti njemu všeč. Razen če je slabo v komuniciranju, ampak to bi lahko naredili cel drug video. Definitivno le. Ne pa pozabiti flirtati. Moraš mu vseeno nekaj pokazati, da pa vseeno imaš zanimanje, ne vem. Všeč mi tvoja frizura ali neki, I don't know. Ne mu pa izpovedati celotne svoje ljubezni do njega, cause he doesn't deserve that yet. To pride šele po kakmu letu. Ali pa mora biti on prvi. En nasvet imam za tebe. Bod taka, kakršna si. Ne se za tipa spreminjati. Ever! Ne pa pozabiti ostati zvesta sama sebi. Recimo, če so tvojemu fantu všeč blondinke, ti pa imaš črne lase. Girl, don't do it. Never, nikoli se ne barvati za tipa. Vedno bod zvesta temu, kar je tebi všeč in bod taka, kakršna si. In to velja za karkoli. Za frizuro, za make-up, za modo in predvsem ne se sekirati zaradi postave. Če si zdrava in če si ti zadovoljna sama s sabo, tipi tak pojma nimajo večino časa. In imam še en protip. Podpiraj ga. Ful ga podpiri. Tipi imajo ful radi, če jih pohvalimo. In če vidiš, da se je neki ful potrudil, ne vem, da je v šoli dobil, ne vem, 5, prosim, povej mu, da si ful, oh my god, koliko sem happy, da si ti dobil 5, ker lej, tudi tebi pa še, če kdo tebe pohvali. In fante ponavadi malo manj hvalimo. Hvala ga, please, hvala ga, res. Ful ti bo hvaležen, pa še verjetno večja šansa bo, da mu boš dejansko takoj všeč. Sam pazi, ne pa pozabi, ne smeš sam ti njega hvaliti. Tudi on mora tebe kdaj pohvaliti, zaradi tega, ker če on tebe nikoli ni pohvalil, ti pa skozi njega hvališ, girl,
get out of there. Na koncu pa, wow, frizura. Na koncu pa vedno ostan samostojna. Ne se totalno prilagoditi tipu, bod to, kar si, zaradi tega, ker to je veliko bolj privlačno, ko pa da si nekomu ena senca. Teda girl, I love you, be who you are, be what you wanna be in tipom boš veliko bolj všeč. Verjam. Konc koncev ne smeš se sekirati. Mlada si, predvidevam. Glede na statistiko teh videov si verjetno stara nekje med 13 ali pa, ne vem, 18. Girl, ves cajt na svetu imaš, da najdeš pravega tipa in tudi če najdeš enega takega, ko ste, ne vem, skupaj mogoče samo en mesec, please ne se sekirati. Please. He's not worth it. Jaz sem se toliko presekirala in toliko obžalujem, like they never, nikoli si niso zaslužili, ok? Zato, ker in the end tudi brez tipa si lahko popolna oseba, ne glede na to, koliko tipov so imele že tvoje sošolke. Girl, you do you. Zdaj pa, dajmo pogledati še par zelo pogostih napak, ki jih lahko punce naredimo. Nikoli ne siliti v tipa. Če mu nisi všeč, mu pač nisi všeč. Let it be. Zaslužiš si tipa, ko si mu 100% všeč taka, ko si. Druga napaka. Ne biti hladna. Bod vsejen, prijazna, bod nice, ne pa siliti v njega. Tako je ena taka zlata sredina. Ja, pa še tretja napaka. Če ima slučajno punco, please pusti ga pri miru. Nobeden noče nikomu razdreti razmerja. In besides, če je pustil, da ti razdreš eno razmerje, bo ziher kjeri drugi pustil, da razdre tvoje razmerje. Tako da, girl, don't do it. No, najdi si nekoga samskega. Evo, zdi se mi, da so to bili vsi nasveti za danes. Upam, da so vam bili všeč. Če so vam bili, seveda, kakor vedno dajte en like, komentirajte tale emoji, če so se vam zdeli nasveti koristni. In dol spodaj napišite, če imate še ve mogoče kakšen nasvet. Ali pa vi. Lahko bi fantje napisali, kaj jim je všeč. Ajde, fantje, dol spodaj napišite, kaj vam je všeč, da punca naredi, da vam bo hitrej všeč. Pa ne se pozabite seveda subscribati na Džunglin kanal in stay tuned, ker v naslednjem videu bomo pa raziskovali, kako dobiti punco. To zna biti še ful zanimivo. Ampak to je za danes vse. Hvala, da ste gledali tale video. Kar vedno, lepo se imejte in veliko se smejte, pa se vidimo naslednjič. Čau!